Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili, kako so se medvedje borili v drugi svetovni vojni. Poljaki so se urili v Iranu. Po Hitlerjevi invaziji na Sovjetsko zvezo junija 1941 so Britanci postali Stalinovi zavezniki in Sovjeti so osvobodili več tisoč poljskih vojakov iz ujetniških taborišč v Sibiriji ter jim dovolili, da so sestavili svojo vojsko. Septembra 1939 sta Hitler in Stalin napadla Poljsko in jo razdelila. Državna vlada je pobegnila v London in Stalin je iz vzhodnega dela Poljske več tisoč vojakov in civilistov deportiral v taborišča v Sibiriji. A ko je Hitler leta 1941 napadel Sovjetsko zvezo, se je Stalin čutil prisiljenega, da sklene zavezništvo s svojim starim sovražnikom, Veliko Britanijo. Pri tem je nerad sprejel britansko zahtevo, da osvobodi Poljake. Načrt je bil, da bi Poljaki skupaj z Rdečo armado napadli Nemce z vzhoda. A Sovjetska zveza je stežka preživljala že svojo vojsko, zato so poljske vojake preselili v Iran in jih prepustili Britancem. Leta 1943 so poljske enote združili v drugi poljski korpus pod vodstvom generala Vladislava Andreasa. In ta korpus je sodeloval pri zavezniški invaziji v Italiji leta 1944. Poljaki so tam odigrali ključno vlogo v bitki pri Monte Cassino, kjer so poljske sile pomembno prispevale k zmagi zaveznikov. Temna gorata pokrajina se je za trenutek razsvetlila, skoraj polnoč je, in zavezniški vojaki so pravkar sprožili svoj prvi strel proti Nemcem, ki so se zatekli v samostan na hribu. Bitka za Monte Cassino je v polnem teku. Med strelskimi salvami poljski vojak vidi, kako se približuje dobro znana figura. Rjavi medved, ki odločno stopa v pokončni drži, v šapah nosi težke zaboje s strelivom in jih postavi na tla pred svoje vojaške tovariše. Nato se ponovno postavi pokonci in jezno zarjave proti samostanu na gori. Prizor pri Monte Cassino leta 1944 so opisali zavezniški vojaki v pisnih poročilih. Poljskim vojakom v Italiji je družbo delal medved Vojtek, ki jim je pomagal med zelo pomembno bitko. Britanski vojak John Clark je v spominih opisal svoje prvo srečanje z Vojtkom pri vasi Aqua Fondata. Nenadoma je iz gozda prišel velik medved. Hodil je po zadnjih nogah in videti je bilo, kot da nekaj nosi. Medved je prišel do topov in na tla položil granato. Nato je odšel nazaj v gozd in kmalu se je svet prikazal za novo granato. John Clark ni imel prividov. Vojtek je bil del poljske vojske in je z njimi pripotoval, da bi pomagal v boju proti Hitlerju in nacistični Nemčiji. Rjavi medved Vojtek se je skotil v iranskem gorovju Zagros na začetku leta 1942, ko je nacistična Nemčija zavzela že celotno Poljsko, tudi vzhodni del države, ki je na začetku druge svetovne vojne pripadal Sovjetski zvezi. Ko je Hitler 22. junija začel svojo obsežno ofenzivo v Sovjetski zvezi, je Josip Stalin nujno potreboval podporo Velike Britanije. Državi sta sklenili zavezništvo, del katerega je bil tudi dogovor, da bo izpustil več 10.000 Poljakov iz ujetniških taborišč v Sibiriji. Med njimi so bili tudi vojaki, ki so v skladu z dogovorom morali se bojevati na strani Rdeče armade. A Stalin je dvomil v zvestobo Poljakov, zato jih je dal aprila 1942 prepeljati čez Kaspijsko morje v Iran. Tam so se priključili britanskim silam na Bližnjem vzhodu. Proti koncu aprila 1942 je bil tovornjak z poljskimi vojaki na poti čez gorovje Zagros, namenjen proti britanskemu protektoratu, Palestini, kjer naj bi se urila britanska vojska. Vojaki v tovornjaku so pripadali 22. poljski četi, enoti drugega poljskega korpusa, ki ga je vodil general Vladislav Andreas. Ko so nekaj dni med postankom za malico počivali v jarku, je mimo prikorakal iranski deček, ki je nosil težko vrečo. Deček je stopil do vojakov, odprl vrečo in pokazal izgubljenega medvedjega mladiča. Deček je s sekretami pojasnil, da so medvedkovo mamo nedavno ustrelili lovci. In poljski vojaki, ki so bili v sibirskih taboriščih tudi sami brez vsakega stika s svojci, so z medvedkom globoko sočustvovali. Po krajšem barantanju se je lačni deček pustil prepričati v to, da je medvedjega mladiča prodal za nekaj novcev, malo čokolade, švicarski vojaški nož in mesno konzervo. 22. četa je odpotovala naprej z novim tovarišem, ki pa so ga poimenovali Vojtek, veseli bojevnik.
46-letni Peter Prendis je medveda sprejel kot lastnega otroka. Vojtka je po steklenički od vodke hranil z mlekom in mu pripravil ležišče v svojem štoru. Skupina vojakov, ki je kupila Vojtka, ga je na začetku poskušala skriti pred drugimi vojaki. Kmalu so tudi častniki na najvišjih položajih izvedeli za kosmatega slepega potnika, ki je pa pri kupni medvedek s svojo očarljivostjo vlival upanje in radost. V zelo težkih vojnih časih je lahko ostal. V naslednjem letu je Vojtek odraščal med vojaki 22. čete, ki se je zadrževala predvsem v oporišču na obrobju puščave Negeve, na območju tedanje Palestine. Posnemal je ljudi okoli sebe, zato mu je bilo bolj naravno hoditi v pokončni drži. Naučil pa se je tudi piti pivo iz steklenice, kar je vojake zelo zabavalo. Vojtka se ni nihče bal, saj jim je ves čas izkazoval samo naklonjenost. V taboru je bil Vojtek večinoma zaposlen za iskanjem hrane. Če ni spal, je po vojni pripovedoval eden od vojakov. Ko pa se je kdaj razjezil, kar je bilo zelo redko, ga je znal Peter Prendis hitro pomiriti. Tako se je večinoma lahko prosto gibal po oporišču, kjer se je med drugim naučil tudi plezati po palmah. Prendisa so pogosto poslali na pot, da je dostavil opremo in druge potrebščine britanskim oporiščem v Siriji, Iraku in Libanonu. In Vojtek mu je na teh potovanjih vedno delal družbo. Običajno je sedel na sopotnikovem sedežu in gledal skozi okno. Ko Vojtek ni bil na sprehodu, se je rad z vojaki pomeril v rokoborbi, čeprav je takrat tehtal že več kot 200 kilogramov in je bil visok več kot 180 centimetrov, ko se je postavil po konci. Slovel pa je tudi po svojih vragolijah. Nekega dne je odrvel za vrvjo za perilo, na katero so vojakinje obesile svoje sveže oprano spodnje perilo. Drugič pa je po popivanju z vojaki izropal shrambo in si postregel predvsem za marmelado in sadjem. Vojtek se je vsak dan tuširal z možmi v taborni umivalnici. In nekega junijskega dne leta 1943 je opazil, da so bile vrata v prostor za prhanje odprta. Vstopil je in se je znašel iz oči v oči s tujcem, ki je v pogledu na orjaškega kosmatinca glasno zakričal. Ko so vojaki to slišali, so takoj prihiteli in moža prijeli. Izkazalo se je, da je bil arabski vohun, ki je iskal taborno skladišče orožja. V zahvalo za to, da je razkril vohuna, je Vojtek dobil veliko slaščic in piva ter posebej dolgo kopel. Decembra 1943 je bila sprejeta odločitev, da bodo Poljake aktivno uporabili v vojni, v drugem poljskem korpusu. Vladislava Andreasa so poslali v Egipt, kjer so skupaj z britanskimi enotami čakali, da so jih z ladjami prepeljali čez Sredozemsko morje v Italijo, kjer naj bi se borili proti Nemcem. Vojtek je skupaj s Petrom in 22 očetov prišel v Aleksandrijo, kjer je šele v zadnji sekundi dobil dovoljenje, da 13. februarja 1944 odpotuje s svojimi tovariši, da bi zaobšli ladijska pravila, ki so prepovedovala živali na krovu, so Vojtka uradno vpisali kot vojaka v poljski vojski. 22. četa naj bi zaveznikom pomagala pri napadu na Gustavovo linijo, obrambno linijo v hribih severno od Neaplja, kjer so se utrdile nemške sile. Končni cilj je bil sprostitev poti do Rima in osvoboditev Italije. V bitki za Monte Cassino, ki je potekala od maja 1944, so Poljaki odigrali odločilno vlogo. V 4 dneh jih je v spopadih umrlo kar 1079. Vojtek je tovarišem pomagal s prenašanjem potrebščin. Pravijo, da je bil medvedov kožuh po bitki prepojen s krvjo in kar neverjetno je, da ne njegovo težko telo, ne njegov miren značaj nista utrpela nobene škode. Bitka pri Monte Cassinoju se je končala za zmago zaveznikov in je pomenila pomemben preobrat. Junija so zavezniki osvojili Rim. Aprila 1945 so Poljaki vključno za Vojtkovo četo Nemcem odvzeli tudi Bologno. 8. maja 1945 so Nemci kapitulirali in vojne je bilo konec. Med poljskimi vojaki je bilo nenadoma veliko takih, ki niso vedeli, kaj naj bi se odpravili. Po ujetništvu v Sibiriji se niso upali vrniti domov na Poljsko. Na Jalski konferenci februarja 1945 je Sovjetska zveza namreč prepričala ZDA in Veliko Britanijo, da sta se strinjali s tem,
da so na Poljskem namestili prosovjetsko vlado. Po nekaj mirnih mesecih ob Jadranskem morju, ko je Vojtek s svojimi vojaškimi tovariši čofotal po vodi in strašil lokalne kopalce, so Poljaki iz 22. čete dobili dovoljenje, da pridejo na Škotsko in dobijo status vojnih veteranov. Septembra 1946 so tako Vojtek in njegovi prijatelji odpluli iz Neaplja v Glasgow. Poljski veterani in njihov melvec so hodili v procesiji po mestni ulici, kjer so jih navdušeni Škoti slavili kot junake. Za nekaj časa so jih nastavili v oporišču Winfield, ki leži približno 60 km jugozahodno od Edinburgha in kjer je Vojtek dobil svojo posebej zanj zgrajeno leseno kočo. Prebivalci območja so množično prihajali, da bi videli medveda, ki je prav tako užival v pozornosti in priboljških, ki so mu jih prinašali. Najraje je imel prižgane cigarete, ki jih je kar cele pogoltnil. Medvedovi vojni tovariši so ta čas izkoristili za učenje angleščine in so se sčasoma integrirali v škotsko družbo. Vojtkova slava je postopoma bledela. 15. novembra 1947 so ga iz Winfielda preselili v edinburški živalski vrt. Vse do svoje smrti 2. decembra 1943 je Vojtek bil izredno priljubljen in je ob obisku svojih tovarišev kar zažarel. Morda tudi zato, ker mu nikoli niso pozabili prinesti piva in cigaret. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.